enotedenski karanteni bodo romunski delavci končno lahko začeli z deli v savinjskih hmeljiščih. Novo krožišče Glazija v Celju bodo odprli sredi meseca maja. Cene nepremičnin po koncu epidemije je težko napovedati. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep prazničen dober večer in vabljeni k ogledu dogodkov dneva. Včeraj se je iztekla enotedenska karantena za 247 romunskih sezonskih delavcev, ki bodo od danes naprej savinjskim hmeljarjem pomagali pri delu na hmeljiščih. Zaradi prepoznega prihoda Romunov in premajhnega števila delavcev, ki so prišli v Slovenijo, dela na hmeljiščih zamujajo za približno teden dni. To se bo zagotovo poznalo tudi pri kvaliteti letošnjega pridelka. Slovenski hmeljarji, ki obdelujejo 1600 hektarov zelenega zlata, so pri svojih opravilih praktično že več kot 2 desetletji odvisni od tuje delovne sile. Kajti pred 18 leti, ko je prvič prišlo tako, da smo morali na hmeljarske kmetije vzeti tudi našo delovno silo, in izkušnje imamo od takrat, da nam je od te delovne sile slabih 10% naših ljudi ostalo, zato smo se vezali na te tujce in oni so kot grupe zares vsa ta leta se navadili in na nas in tudi na to delo. Tuji delavci dela v hmeljiščih dobro obvladajo, zelo dobro prenašajo tudi visoke temperature. To so ljudje, ki so, rečemo, poljski delavci, ker so navajeni tudi na toploto. Morate vedeti, da tisti, ki niso navajeni na toploto, na soncu potem težko zdržijo in te ljudje so, zato je za slovenskega hmeljarja zelo dobrodošel takšen človek, ki, se vidite, mi imamo fabriko pod milim nebom in če nikomu ne moremo marjalo nositi, da bi bil v senci. Letošnje razmere pri transportu romunskih delavcev v Slovenijo so bile zaradi korona krize ekstremne. Pri transportu z avtobusi so nastale birokratske težave, medtem jim je kar nekaj delavcev z letali dobesedno pobegnilo v Nemčijo. 3 tedne so nas prosili, a gremo na letala ali bomo lahko prišli v Slovenijo. Naša država nam ni hotela pomagati po tej plati, Nemci dnevno so jih vozili z letali, mi smo potem poskusili z avtobusi in zdaj, hvala Bogu, da smo to zadevo speljali, čeprav je bila mukotrpna, ker se nam je zavlekla za 1 dan pa pol, ker so Romuni, ki se ne zavedajo, da njihovi ljudje, ki tukaj denar zaslužijo, da ga bojo domov prinesli in so predvčerajšnjim 2 dni so nam dajali, Madžari so nam šli vse na roko, so dali Romunom vse dokumente, oni so se pa 2 dni mučkali in so imeli šoferje v avtobusih. Pred dobrim tednom dni so končno v Slovenijo uspeli pripeljati 247 romunskih delavcev, kar je približno 130 manj, kot bi jih potrebovali. Pripeljali smo ljudi samo vse in jih je manjkalo. Jaz, ko sem se 3 tedne matril s tem in praktično sem dobil zahvalo samo 4. Na koncu na mestu 15. Tako da 18 bi jih rabil, glede karanten, pa to potem so mi jih dovolili 15. Po prihodu v Slovenijo v četrtek 23. aprila so morali vsi delavci na vseh 44 kmetijah v enotedensko karanteno, pogoji katere so bili za hmeljarje na začetku nesprejemljivi. Prej smo imeli pogoj postavljen, da moramo vsakmu zagotoviti svojo sobo, svojo kopalnico. Jaz sem rekel, pogledajte, pod nobenim pogojem tega ne moramo, ker morate vedeti, da to se ni dali in potem poslali na vse kmetije policiste v pregled, da so videli, da imajo hmeljarji, ker morate vedeti, vsi hmeljarji imamo nastanitvene prostore, tako da ti ljudje živijo kulturno. Vam bom povedal zgodbo, ko se je odpirala Žalska fontana, so Hmelj pripeljali iz češkega parlamenta, podpredsednik češkega parlamenta, pa županja mesta Žatec, jih je bilo sodelavci 15 in je rekel, čuj, tebe kaj Bog dol pogleda, je rekel, ti ljudje na 300 km nimajo takih pogojev, ko jih imajo tule, pa jih imajo praktično na vseh teh kmetijah. So vsi, ker pogledajte, če si človek s človekom, ker
če je pa človek nezadovoljen, ti pa lahko škodo dela. Zato moramo vsi skrbeti, da so ljudje zadovoljni. Danes so Romuni na hmeljiščih v Savinjski dolini končno začeli z delom. Tudi v prihodnosti bodo naši hmeljarji odvisni predvsem od tuje delovne sile, saj je domačo praktično nemogoče dobiti. Nikoli nikdar je ne bomo mogli, zato ker morate vedeti, že v preteklosti se je uporabljala tuja delovna sila, so bili že, ko je bil še hmel na uporu na štangah, so fantje iz Zagorja so hodili v Savinjsko dolino hmeleke postavljati. In obirovci so bili praktično zelo malo slovenskih, je bilo na naši kmetiji, smo imeli tule iz Slivnice, drugače je bilo pa vse tuja delovna sila za obiranje, tako da in tudi za, sam bila je razlika. Pred dobrimi 20 leti so bile te kmetije 10-krat manjše. Morate vedeti, ko je šel kmetijstvo v stečaj, so se naše kmetije povečale od 8 do 10-krat. Na kmetijah, ki so imele 3,5 hektarja hmelja, imajo 30 hektarjev, pa to tako, da in to pa potegne vse za seboj. Zaradi zapletov s prihodom sezonskih delavcev dela na hmeljiščih zamujajo za približno teden dni. To se bo zagotovo poznalo tudi na kvaliteti letošnjega pridelka. Iz Mestne občine Celje so sporočili, da bodo v ponedeljek 4. maja nadaljevali s projektom izgradnje severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. Pred 2 dnevoma so ponovno začeli urejati tudi mrežo kolesarskih povezav v Mestni občini Celje, že od konca marca pa se nadaljuje izgradnja krožišča na Glaziji, ki ga bodo odprli sredi tega meseca. Z novim krožiščem bodo zagotovili večjo prometno varnost in večjo pretočnost prometa med Ljubljansko cesto ter garažno hišo Glazija in splošno bolnišnico Celje. Novo krožišče naj bi bistveno pripomoglo k umiritvi prometa na Ljubljanski cesti. Ta je glavna mestna vpadnica iz smeri Levca in je prometno zelo obremenjena. Vozniki na njej zaradi ravnine pogosto presegajo dovoljeno hitrost. Potem, ko so nepremičninske agencije včeraj znova odprle svoja vrata, je zaenkrat še težko napovedati, kaj se bo zgodilo s cenami nepremičnin po koncu epidemije. A kot trenutno kaže, bodo le-te v naši regiji ostale na nivoju pred razglasitvijo epidemije. Se je pa v zadnjem obdobju povečalo povpraševanje po stanovanjskih hišah in parcelah. Mesec in pol po razglasitvi epidemije so cene nepremičnin v naši regiji, tudi zato, ker je bilo sklepanje novih poslov praktično nemogoče, ostale na nivoju izpred začetka epidemije. Zdaj nekih indicov o padanju cen zaenkrat v tem trenutku še ni. Kot vemo, so cene odvisne od ponudbe in povpraševanja, tako da, kot rečeno, po moje bomo v teh prehodnih parih mesecih videli, kakšna bo situacija. Kar je seveda cene so tudi odvisne potem od povpraševanja kupcev, od kreditne sposobnosti. Vedno, ko prihaja kriza, prihaja z nekim zamikom nekega dogodka. In to se lahko pojavi mogoče konec leta, vpliv na cene nepremičnin. Trenutno vpliva na cene še trg ni zaznal in so cene ostale popolnoma nespremenjene. Tako tudi letošnjih razmer ne moremo enačiti s krizo v letu 2009, ko se je povpraševanje po nepremičninah znatno zmanjšalo, cene pa padle. Kriza leta 2009 je bila popolnoma drugačna, kot je. Mi sedaj o krizi še ne govorimo, ker sploh ne poznamo posledic, kakšne bodo. Upam, da ne bodo, če bo se stvar umirila, če se septembra ta virus ne vrne med nas. Ta kriza sploh ne bo tako boleča. Kriza z leta 2009 je bila hipotekarna kriza, ki je k nam prihajala iz Amerike in je bila popolnoma drugih razsežnosti. Zadolžitev podjetij do bank je bilo veliko večje, kot je danes. Tako da podjetja niso vzpostavljena takim kreditim in takim obveznostim, kot so bila v letu 2008-2009. Tista kriza je le trajala par let, zdaj kako bo s to krizo. Najprej moramo sploh videti, da bo sploh kakšna kriza ali ne. Zato bomo zdaj v prihodnjih mesecih videli, koliko dolgo bo to vse skupaj trajalo, če bo, pa je težko napovedati. A je vlaganje v nepremičnine še vedno ena od dokaj varnih naložb, pravijo strokovnjaki. Kadarkoli, veliko je že bilo kriz in vedno se je pokazalo, da v nepremičnine
vložen kapital se vedno vrne v nekem določenem obdobju. Cene zanihajo in te vedno vrnejo na to svojo raven. In boljši, ko so gospodarski kazalci, cene nepremičnin rastejo. Tako da to so neke dolgoročne naložbe, ki so sigurno smiselne. V Savinjski regiji je v zadnjih letih zraslo nekaj novih stanovanjskih blokov, a v Celju, kjer je povpraševanje v regiji tudi zaradi slabe ponudbe novih stanovanj v zadnjih letih največje, so prve večstanovanjske projekte, tako neprofitnih kot tržnih stanovanj, začeli šele letos. Tukaj v Celju je nekaj projektov, mislim, da tudi že v fazi gradnje novih nepremičnin, tako da predvidevam, da te zadeve se bodo pojavile na trgu, kako bodo pa vplivali na cene rabljenih nepremičnin, je pa bomo videli. Mi pričakujemo v Celju v roku enega leta okoli 150 do 250 novih stanovanjskih enot. Ta moment bojo verjetno cene stanovanj v Celju malo zanihale, zato ker bo ponudba zelo velika. Je pa to sigurno pozitivno za Savinjsko regijo, ker ta trenutek novih stanovanj na trgu sploh ni. Sploh v Celju. Kaj pa cene? Nepremičninski strokovnjaki pričakujejo, da se bodo cene novih stanovanj v Celju začele pri okoli 1800 evrih za kvadratni meter. Po noči bodo krajevne plohe spet nekoliko pogostejše. Zjutraj bodo padavine ponehale, najkasneje na jugu. Razjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, v alpskih dolinah okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija. V noči na nedeljo bo večji del države prešel pas padavin. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem burja. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Ponavadi smo na današnji dan poročali o dogajanju na prvomajskih srečanjih. Letos teh ni bilo, smo pa zato 1. maj preživeli v svojih domovih. Hvala, ker ste bili v naši družbi, prijeten preostanek večera in nasvidenje znova v ponedeljek.